Člani in članice cerkvenega mešanega pevskega zbora Dobrava so s tradicionalnim majskim koncertom obeležili 25. obletnico delovanja. Ob srebrnem jubileju so se ponosno ozrli na prehojeno glasbeno pot, ki je v pevkah in pevcih zagotovo pustila neizbrisen pečat in poskrbela za mnogo spominov. Prvi vrsti lepih, pa tudi napornih. Zdaj, če hočeš eno kvaliteto v zboru, pa s tem, da smo bili več ali manj vsi amateri, da smo pred tistim letom, takrat še ni bilo vsak glasbeno izobražen, kot so danes, grejo vsi v glasbeno šolo in tako naprej. Tako da je bilo treba majčkeno več vložiti v te vaje in v to petje, malo več napora, ampak z dobro voljo se vse da. Začetki zbora segajo v leto 1993, ko so pevci vseh starosti, med katerimi jih je večina poprej prepevala ob nedeljskih mašah, začeli z rednimi tedenskimi vajami. Vse od ustanovitve zbora v njem poje Anica Tramte. Zelo lepo, veliko stvari smo vedeli, veliko smo se naučili. Zelo lepo, res, nimam besed, zelo lepo. Skorajda od samih začetkov v zboru prepeva tudi domačinka Jožica Jerak. 23 let je bilo zelo lepih, veliko smo lepega doživeli, veliko lepih nastopov smo imeli, lepih trenutkov smo preživeli. Še bom vztrajala, če bo zdravje dopuščalo, bomo še naprej nadaljevali. Z nekoliko krajšo dobo druženja s pevci pa se lahko pohvali Franci Luzar. Malo sem se že kar odomačil z njimi, ker bil sem 3 leta, sem pel pri tem zboru, potem sem pa presled naredil en čas, kar ne dopušča, čas ne dopušča. In zdaj sem pa spet 3 leta nazaj, tako da sem nekako 6 let tukaj. Člani in članice pevskega zbora so z ubranim prepevanjem Marijinih pesmi v cerkvi svetega Nikolaja na Otoku vnovič navdušili zbrano občinstvo. Ob cerkvenih pesmih pa v njihovem obsežnem repertoarju pevci radi posežejo tudi po slovenskih ljudskih in umetnih zborovskih pesmih. Ni nam tuje nič. Tukaj v cerkvi smo zbrali seveda primerno kraju. Tudi kot vedno maja meseca so tle najbolj zaželjene Marijine pesmi, te se nas tudi najbolj dotaknejo. Drugače pa, ne vem, mogoče bomo, če jih bo volja moje pevce, imeli enkrat koncert z samimi zborovskimi, se reče, ljudskimi, umetnimi pesmi, ker jih imamo veliko. Resnično vsako leto, ko gremo na občinsko revijo, mi ne hodimo, mi se zmeraj nekaj vzamemo novega, en nov izziv, nova pesem in to tudi motivira pevce, da pač vejo, zakaj hodijo na vaje. In je nam pač to veselje. Zdaj, koliko se s tem pokažemo, s tem pesmim, vse sorte je, Jaz mislim, da bo še tudi zato prišel čas, da bomo tudi še te pokazali enkrat, mogoče en koncert sam s temi pesmimi. Ogromno časa, vaj in odrekanj je bilo potrebnih v minulih 25 letih, da so pevci in pevke, ki so tudi člani kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, zbor popeljali na zdajšnjo kakovostno raven. Vsi smo se skupaj učili. Veliko se moraš prilagajati en drugemu, ljudje smo različni. Ampak, če premagaš, pa če veš, zakaj vztrajaš, in to je prva ljubezen do petja, do pesmi in to je raslo z nam res od začetka in to potem rodi neke sadove, da pač lahko potem nekaj pripraviš in ponudiš ljudem. Pevci in pevke, ki redno nastopajo na številnih kulturnih prireditvah v občini in zunaj njenih meja, se že ozirajo tudi v prihodnost, a v svojih željah ostajajo skromni. Da bi še dolgo, če bomo zdravi, seveda pa da bi še dolgo to, da bi še kakšno obletnico praznovali. Tako bom rekla, zdajle res je, leta bežijo, nismo več, če računamo 25 let nazaj, kakšna je bila takrat starost, starejši smo, saj ni drugega kot, jaz mislim, da je edina želja, da bo zdravje, da nam služi zdravje. Smo pa majhen zbor, tako da tukaj na vas je težko dobiti neke nove pevce. Mi smo že, bi rekla, nekako upeti, da ne bi koga marali. Z veseljem sprejmeš, ampak
pač ne more si pa zdaj delati ene strašne načrte naprej. Saj jih tudi pred 25 letom nismo, ne? Pa smo prišli do tukaj, ne? Ja. Želje, zdaj bi mogel še druge pevce vprašati, ali imajo še željo, ali imajo še veselje, ne? Pač, kar se pa mene tiče, jaz mislim, da je tako kot je ona pesem rekla, sem pevec in peti, mi vse je na sveti.